Bere se to res kot nek vohunski thriller. Vse to je tako neverjetno, da bi jaz to primerjal dejansko z verjetnostjo, da te sredi Ljubljane pokonča nek ostanek kozmičnega dežjaka. Čiri, ne? Nič pametnega zadnja 2 meseca, ne? Ja, zdaj čiri, ne. Lepo pozdravljeni, spet smo nazaj in to je še vedno tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne, zdaj že v 3. sezoni. Tokrat nas še posebej aktivno gleda intimni trikotnik Aleš, Nataša in Viktorija. Ne? Ti veš, Mirko, o katerem trikotniku govoriva, ne? Bermudski, Peter. Ja, glede na to, kako so se umaknili iz javnosti, bi lahko rekli tudi kaj takega, ne? Skoraj prepričan sem, da nas gledajo ruski krti v Krasnojarsku. Ja, poleg njih pa tudi Franci, Matos in Kavaški klan, ne? Ja, pa tudi vsi fani in hejteri Zorana Zokija Stevanoviča, oziroma kot mu pravijo Stevo, ne? In če to vse sešteješ, totalno dober gledan podcast. Ja, ne? celo bi lahko rekli najbolj gledan politični podcast v Sloveniji, ne? Kot že omenjeno, začenjamo 3. sezono, ne? To pa je tudi že kar en dosežek. Res je, v slovenskem medijskem prostoru se vse zelo hitro menja, kot vidiš iz tega poletja zadnjih 6 tednov, ko nas ni bilo, tudi v slovenski politiki se kljub poletju marsikaj na hitro menja. Ne? Na trenutke smo se že vprašali, a smo sploh lahko šli na dopust, ne? Ko smo rekli, ok, čez kislih kumaric bodo ljudje zmogli brez nas, ne? Ampak toliko je bilo dogajanja, da bi lahko rekli, da tudi če ne bi šli, nam ne bi zmanjkalo materijala. Ne? Začenjava udarno z 2 res očitnima temama tedna, ne? Se pravi dosje Pirc Musar od nesreče do vohunske afere in drugo seveda zgode in prigode Zorana Stevanoviča, potem pa, ker nas 5 tednov ni bilo, ne? Še tistih 5 najbolj nujnih zgodb tega poletja, ki jih pač nismo imeli časa pokomentirati, ne? Vsekakor, ampak morda preden začneva z dosjejem Nataše Pirc Musar in prometne nesreče, ki se po enem mesecu skoraj že še kar vleče, ne, poglejva morda nekaj Odmeve. izsekov, ne. Da ga Rusi ščitijo, oni pa ne bi ščitili kar tako nekoga. Dali so mu tudi državljanstvo. Če bi bil samo kriminalec, ga ne bi pokrivali. Če je bil pa seveda obveščevalno povezan, potem je imel pa v Rusiji popolno zaščito in je očitno ima, ker je popolno hermetično zaprt tam v Rusiji, ne pride se do njega, ne sodišče, ne novinarji in tako naprej. Ta prijateljica predsednice, da zna biti, da je iz ruskih obveščevalnih krogov. Ker to, da sta bila skupaj tam v nekem stanovanju z Jegličem, je čudna slučajnost, ki verjetno ni slučajnost, tako da me skrbi to. Potencialna tveganja so izredno visoka. Ne visoka, ampak izredno visoka. Zakaj? Zakaj? Zato, ker obveščevalne službe velikih držav, ki uveljavljajo svoje interese, uporabljajo tako imenovane mehke pristope. Se pravi, v takem konkretnem primeru je to odlična tarča z veliko verjetnostjo, da bodo pridobili kakršnekoli informacije. Pridobiti se pravi urnike njenih potovanj, stike s kom ima osebe in s kom in kateri so tisti svetovalci oziroma ljudje okoli nje, ki jim najbolj zaupati. No, seveda ste, najni gledalci, prepoznali, o kom je govora, o Viktoriji Krivolutski, okoli katere se suče ta velika zgodba poletja. Zgodba, ki ima očitno potencial, da resno zamaje reelekcijo Nataše Pirc Musar, in o Romanu Jegliču je bilo govora, torej nekdanjem visokem uslužbencu, drugem človeku slovenske obveščevalne službe, s katerim je Krivolutska nekje do 2010, kot pravi v intervjuju za Mladino, bila nekaj časa v intimni zvezi, potem naj bi še finančno pomagal ob selitvi v Slovenijo, ne? Ja, pri čemer, ne, bom se zvrnil nazaj v poletje, ne, ko se je nesreča zgodila, ne, torej 31. julija popoldne, če se ne motim. Ja, prav je, da začneva v predoru. Ne, v predoru nismo takrat niti izvedeli, zakaj gre. Šele naslednji dan smo potem nekako izvedeli, da je šlo za prometno nesrečo, v kateri je bila udeležena Nataša Pirc Musar, in prve informacije o nesreči so pravzaprav bile tako nezanimive, ne, da ko smo, mislim, da sem celo bil tisti dan na portalu dežuren, ne, ko smo se z urednikom pogovarjala, kaj narediti zdaj s tem, se tako, dobro, predsednica ima zlomljeno ključnico, kaj pa Janez Janša je zaželel hitro okrevanje, skratka, zeh za politične komentatorje. Zdaj, če rečeva, kako smo se 3 tedne kasneje v bistvu znajdeli na robu ene velike politične afere,
Moja teza je, da je usodno ob vseh dejstvih, ki so priplavala na plano, v bistvu kako se je predsedničin kabinet, predsednica sama lotila komuniciranja najprej te prometne nesreče. Zapletanje s pojasnili oziroma bolje rečeno nepojasnjevanje okoliščin, nič proaktivne komunikacije. Vsak dan se je zdelo, kljub temu poletnemu mrtvilu, da je javnost po kapljicah izvedela nekaj novega. Kdo je bil z njo v avtu, potem da je bila nepripeta, to je potem celo sama sporočila, potem da je kasneje, ko je bila njena ruska prijateljica odpuščena iz bolnišnice, po njo prišla s protokolarnim vozilom. Tako da mislim, da je refleks brskanja po preteklosti in po sopotnicah in podobno sprožila v bistvu nespretnost Nataše Pirc Musar sama. Ja, no potem pa je ta nespretnost, začetna nespretnost eskalirala do tega, da imamo pravzaprav zdaj že 3 tedne, oziroma še posebej pa ta zadnji teden, pravzaprav dnevno na dnevnih informativnih oddajah pravi vohunski thriller, bi lahko rekel. Mogoče bi samo, preden greva na obveščevalne sfere, samo še to rekel glede same nesreče. Dars, mogoče stavek 2 o tem. Dars je v tem primeru definitivno odstopil od svoje običajne dolgoletne prakse. Pogosto medijem sami celo proaktivno posredujejo posnetke najbolj odmevnih nesreč na slovenskih avtocestah, seveda z nekim preventivnim poslanstvom. Tako da vedno najbolj krvave dogodke ali pa največje zastoje gledamo že ob 7 v prvih informativnih oddajah. Tokrat, ko gre za menda zasebnost najbolj nezasebne osebe v državi, in to je predsednik republike, temu ni tako. In to kljub temu, da je Andrej Ribič, ki bi recimo politično še sodil na pol Nataše Pirc Musar, že prejšnji predsednik uprave Darsa, tega posnetka ni. Ni, tudi ga nismo uspeli pridobiti, čeprav smo se trudili, ampak zdaj, če greva na ta vohunski thriller, torej skratka, najprej je bilo vprašanje sploh skrivanje identitete, za koga sploh gre, torej kdo je bil v tem avtomobilu, potem smo izvedeli s časoma v javnosti imena, kar pravzaprav ni bilo neko veliko presenečenje, glede na to, da sta obe gospe obiskali bolnišnico, torej kar nekaj ljudi bilo informiranih oziroma imelo informacije, kdo je v tem avtu bil, in v tako majhni državi, kot je Slovenija, se mi zdi skoraj nemogoče, da vsaj kdo od novinarjev ne bi te informacije tudi izbrskal. In potem pa vprašanje zdaj Viktorije Krivolutske, torej ruske državljanke doma iz Krasnojarska, kasneje zapletene v ljubezensko razmerje z nekdanjim slovenskim obveščevalcem s kar zanimivo zgodovino, Romanom Jegličem, potem se preseli v Slovenijo, spozna Natašo Pirc Musar, z njo keglja in dobi slovensko državljanstvo kot izredno naturalizacijo zaradi posebnih športnih dosežkov, predtem udeležena v prometni nesreči, v kateri je umrl avstrijski policist, celo krivdo skuša zvaliti na sopotnico, pobegne s kraja nesreče. Skratka, bere se to res kot nek vohunski thriller. To, kar si naštel, je v bistvu bistveno preveč naključij okoli ene same osebe v obdobju zadnjih 15 let. In tako kot si rekel, ne samo, da je ta zgodba zdaj prerasla v notranje politični vohunski thriller, ampak tudi, če bi samo o življenju Krivolutske snemali, naprimer Netflix serijo ali film, je to dejansko žanr conspiracy thriller, kar želiš v bistvu, od najbolj napetih žanrov v enem. Torej, sam si omenil, gre celo za osebo, ki je bila in zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče laganja policiji, celo želela je takrat za nesrečo 2007 prevaliti odgovornost na sopotnico v avtu, potem je nasprotno pričanje jo močno obremenilo, bila je obsojena na 1-letno zaporno kazen. Vse to je tako neverjetno, da bi jaz to primerjal dejansko z verjetnostjo, da te sredi Ljubljane pokonča nek ostanek kozmičnega dežja, kot bi rekli v prejšnjem mandatu. Kozmični dež pa ni tako redek pojav, če bi sodili po poslancih Gibanja Svoboda v prejšnjem mandatu. Pri čemer je zanimivo tudi to, pravzaprav kako zelo globoko se je zapletla pravzaprav Slovenija v tej vohunski mreži. Zdaj, Viktorija Krivolutska danes, oziroma včeraj zvečer v takem zelo čustvenem intervjuju za Mladino razlaga, kako jo žalosti,
da se jo povezuje s tajnimi službami, pri čemer seveda ne moremo vedeti, ali zagotovo je ali zagotovo ni. In tudi, če je, zagotovo tega ne bi priznala in ne bo priznala, ne, seveda pač vemo, kako delujejo tajne službe. Ne, ampak tukaj govorimo o zdaj že pa aferi mednarodnih razsežnosti, ne, ker je pač v ponedeljek celotno zadevo, torej tudi zgodbo okoli Jegliča, ne, in Krivolutske razkrila pravzaprav naveza časopisa Dnevnik in avstrijskega STA, bi lahko rekli, torej avstrijske državne tiskovne agencije APA, ne, s čemer zadeva dobiva mednarodne razsežnosti, ne, in se pojavlja pravzaprav vprašanje, kdo vse je tukaj vpleten, kako globoko so morebitne prodrle ruske tajne službe, še posebej ob dejstvu, da Nataša Pirc Musar ni recimo neka oseba, ki Rusiji ne bi bila znana, večkrat je potovala tja, večkrat v družbi Krivolutske, nazadnje celo, mislim, da za novo leto pred invazijo Rusije na Ukrajino, torej v novo leto 2021-2022, medtem ko je poslovno omrežje Aleša Musarja, torej moža Nataše Pirc Musar, pa sega globoko tudi v Rusijo iz časov tranzicije iz socializma v kapitalizem, ne, in vse do moskovskega župana Sergeja Sobjanina, tesnega zaveznika Vladimirja Putina. Tudi tukaj je na ključi bistveno preveč, da bi lahko kdo resno vzel, pač, da tukaj nima nič spornega. In če gledaš potem še na tako, morda nepomembno komu, ne, ampak simbolno lastništvo ruske dače, ki je znana slovenska nepremičnina v lasti zakoncev Pirc Musar, če gledaš tudi na pretekla nekatera javno izražena stališča Nataše Pirc Musar, že kot političarke glede vojne v Ukrajini, potrebe po intenzivnem dialogu z Moskvo in z Rusijo in tako naprej, je teh naključij še nekoliko več. Zdaj, če se vrnem malo na zasebno sfero, ne, če bi se izkazalo, da je vrnitev Romana Jegliča, ki zdaj pravi, da je spet v Bohinju in v Sloveniji, nekako časovno sovpadla z začetkom prijateljskega odnosa med Krivolutsko in Natašo Pirc Musar, bi to bilo definitivno v tej zadevi pomembno odkritje. Tega ne vemo in vprašanje, če bomo to od koga lahko izvedeli. Je pa to intrigantno vprašanje tako za slovensko policijo. Slišali smo obveščevalce ta teden, da imajo možnost brskati nazaj. Še bolj bi to morala Sova sama početi v sodelovanju z drugimi tujimi službami. Ne. Ko si pa omenil medije, ne, pa intervju Krivolutske recimo za Mladino, ki je seveda kontroliran intervju, ne, v prijateljskem mediju tudi urednika, komentatorja, ki je precej jasno stopil v bran predsednici republike v nekih javnih nastopih. Ne. Nenavadno mi je, da Nataša Pirc Musar ne čuti ob vseh naključjih potrebe, da stopi pred kamere, da na neki daljši novinarski konferenci sporoči slovenski javnosti ali pa ji da odgovore na morje neodgovorjenih vprašanj. Edino, kar lahko pomislim, je, da nekih prepričljivih odgovorov in pojasnil za slovensko javnost nima, vidim pa, kako gnete slovensko javno mnenje preko tako imenovanih mehkih pristopov. Eno je Peka Palačink neposredno po zlomljeni ključnici v Portorožu, v družbi znanih slovenskih glasbenikov. Drugo je potem neko sladen intervju za rumeni tisk, ki ga je celo opravila PR služba enega od javnih zavodov, gre za UKC Ljubljana, ne. Potem pa nazadnje še ta kontroliran intervju, ampak ironija, kljub temu, da je pač pogovor za Mladino potekal v nekem dogovorjenem okolju, si mislim, ne, je vendarle tuja državljanka, rusko-slovenska državljanka Krivolutska prej čutila dolžnost, da slovenski javnosti kaj odgovori, kot sama predsednica republike, kar je nenavadno. Ja, kar pa meni recimo vzbuja pozornost, ne, in mi je tudi nekoliko nenavadno, je pa, bom rekel, odkje, ne, kako se pravzaprav na levi strani dogaja ta konflikt pravzaprav nekaterih omrežij, ki branijo Natašo Pirc Musar, in drugega dela omrežij, ki Natašo Pirc Musar napada. Ne, nazadnje, ne, pravzaprav je desnica v tem sporu, ne, oziroma v tem dogajanju okoli Nataše Pirc Musar praktično poniknila. Edino Žan Mahnič je nekako predlagal odvzem torej dostopa do poročil recimo Sove in drugih tajnih služb, ki jih seveda predsednica republike po svoji funkciji seveda ima. Kar se recimo Janše tiče, je ostalo pri uvodnem želim vam hitro okrevanje.
zanimanje v bistvu, ne, do tega trenutka. Kar je pravzaprav tudi pričakovano, recimo glede na funkcijo premierja, ki s predsednico republike še dobro leto pač more sodelovati. Ne. Zanimivo je to, recimo, ne, da pravzaprav skupaj z Avstrijci je zgodbo Jegliča in Krivolutske razkril časopis Dnevnik, očitno recimo nek tak, bom rekel, časopis iz miljeja Milana Kučana, ne, Bojan Petan spada v forum, nekdanji forum 21. Poglej, ravno to sem želel reči. Iz tega, kar doživljamo zadnji mesec, zgodbe okoli Nataše Pirc Musar, prav glede na medij, ki je to prvi objavil, bi po mojem lahko z veliko stopno verjetnosti rekli, da je nek del tranzicijskih omrežij levo od sredine sprejel odločitev, da Nataša Pirc Musar ni opcija za drugi predsedniški mandat. Zanimivo je, ne, ko si Bojana Petana omenil, da če gledaš njegove težave s slovenskim pravosodjem, so se vsi sodni postopki zaključili do konca prejšnjega, torej Golobovega mandata, in ker si omenil še Milana Kučana, poznamo vsi, ne, toplo-hladen odnos, kjer ga Kučan Goloba namreč ne tolerira z stisnjenimi zobmi, v resnici pa sta to dve figuri, ena seveda v jeseni svojega življenja, druga nekje morda blizu vrhunca, ne, ki se v bistvu bojujeta za nasledstvo na tej levi strani teh tranzicijskih omrežij. Ne. Zanimivo bo v tem kontekstu spremljati, kdo vse se bo pojavil med levimi favoriti za mandat predsednika republike na naslednjih predsedniških volitvah. Tako da tukaj je spet, ne, ko sva prej pri samem primeru govorila o naključjih, jih je tudi pri političnem ozadju cel kup. Ja, morda bi še to poudaril, ne, da recimo na predsedniških volitvah na zadnje, ne, je Milan Kučan izrazito podprl Natašo Pirc Musar, Robert Golob pa šele s stisnjenimi zobmi v drugem krogu, ker je imel ves čas druge kandidate. Ampak zdaj zanimivo, ne? Kučana ni nikjer v zadnjih 3 tednih. Se pa zdi, da je zelo intenzivno Golob trudi zaščititi predsednico. Ne? Kučana ni nikjer, ampak recimo njegov krog nekako signalizira, kot da se je Nataši Pirc Musar odpovedal. Robert Golob je pa nenadoma posvojil. Ne? Pa morda pogledava še to izjavo. SDS je predsednico republike ravno kar obtožil, da je ruska vohunka. Noben resen politik ne more nikogar obtoževati, da je vohun kar tako. Ideološki boj proti predsednici, v kateri vidijo še zadnjo prepreko do popolne oblasti. Ja, zdaj v tem, ne, pa še par drugih močnih izjav je bilo v tem Instagram posnetku Roberta Goloba. V tem posnetku lahko dobiš vtis, ja, kot posvojil sem ali pa stopil v bran, ne, političarki iz levega pola, s katero sicer dokazano ni imel dobrih, nista bila v prav posebnem odnosu z Natašo Pirc Musar v zadnjih 4 letih. Ne. Jaz osebno, poznavajoč karakter Roberta Goloba, pa vidim celo povsem oportuno priložnost zanj in za Gibanje Svoboda, da z mize ali pa stal zelo na hitro pobere možnost novega spopada z SDS-om. Gospod je imel, kot smo vajeni, sicer tudi iz mandata, zelo dolge počitnice v Turčiji in tako naprej. In vedno, ko je v direktnem duelu z Janezom Janšo in z SDS-om, ga to krepi. Nekaj takega je Robert Golob po nabiranju barve na plažah potreboval zdaj za repozicioniranje. Pri čemer bi lahko rekla, da je to mačka na repu prinesla, ne, glede na to, da pravzaprav nihče iz SDS-a zares ne poziva Nataše Pirc Musar kot stopu, se pravi, Janez Janša se je povsem umaknil v ozadje v tej aferi in se pravzaprav dogaja spopad na levi, medtem ko skušajo obojni nekako to prevaliti desno. Se zanimivo je, ne, ker začne tule Golob s tem, da noben resen politik drugega politika ne more kar tako obtožiti vohunstva, je pa seveda spet, ne, Golob takoj z ruski vohunski zgodbi dodal Black Cube, Janeza Janšo in Izrael. Ne? Seveda, tako pač čaka recimo na sklic Sveta za nacionalno varnost, da bi lahko znova govoril o Izraelu. In celo bo videlo v nadaljevanju, ne, smo še večkrat videli Izrael tudi na, bom rekel, podobno na prinešen na mačkinem repu izgovor. Ne, morda še to omeniva, no, ko sva ravno pri Nataši Pirc Musar. Jutri pride epizoda Safari Special, v katerim bo še nekoliko bolj se poglobila v ozadja Viktorije Krivolutske, Romana Jegliča, delovanja UDBE v Rusiji, ruskih tajnih služb, pridruži pa se slovenskih podjetij v Krasnojarsku, ki velja za zanimiv kraj z obveščevalnega vidika, hkrati pa je Krivolutska ravno od tam, ne.
Skratka, zelo zanimiva epizoda z gostom, Igorjem Omerzo, publicistom in raziskovalcem, tako da že jutri v epizodi Safari Special gostiva tudi njega, seveda na portalu zanima.me za vse gledalce. Kako velika se vam zdi ta možnost, ki jo omenjate, torej prodora ruskih služb praktično v predsedniško palačo v Ljubljani? Zelo velika. Zakaj? Zato, ker ruska obveščevalna ali pa tajna policija, oni imajo še vedno tajno policijo, politično, je seveda vedela, da je prišel namestnik slovenske obveščevalne službe v Rusijo. In ona je sigurno skušala z njim spostaviti kontakt. Lahko mu tudi poteknila mlado žensko, se pravi to Viktorijo. Posebna epizoda Safari Special, kot vsako soboto za naročnike na portalu zanima.me. In ko smo že pri visokih političnih funkcionarjih v stiku z Rusijo, ta teden in celotno poletje, ne moremo mimo enega in edinega zimzelenega Zorana Stevanovića. Če ti je všeč ali če ti ni všeč, zbuja močna čustva, in to je počel tudi vseh 5 tednov, ko smo mi bili na premoru in počne še 6. teden, ko smo zraven. Zgodb je pa tule več. Od najbolj tedensko aktualnih, torej iz spletne peticije smo zdaj že počasi pri prvemu referendumu v zgodovini, kjer bi se Slovenci opredeljevali ad personam, torej ali nekoga še želijo na položaju ali ne. Potem bova gotovo kakšno rekla glede blokade ustanavljanja preiskovalke, ki naj bi bila razlog za to spletno peticijo, glede neusklajene želje po diplomatski misiji v Moskvo in potem, ker sem omenil, da komentirava tudi 5 top zgodb poletja, seveda bova rekla kakšno tudi o zadevi Mijić. Tako je, ampak morda najbolj sveže. Torej, zanimivo je bilo včeraj spremljati predlog vseh 3 opozicijskih strank, obeh prekmurskih poslancev in pa Aste Vrečko, češ da bi predlagali posvetovalni referendum o tem, ali naj Zoran Stevanović ostane predsednik državnega zbora ali ne. Zdaj, kot prvo, za razpis posvetovalnega referenduma je potrebna večina v državnem zboru. Če bi ta večina obstajala, verjetno Zoran Stevanović tudi ne bi bil več predsednik državnega zbora, tako da govoriti o prvem ad personam referendumu pravzaprav je nekoliko močna beseda, predvsem o predlogu oziroma o neki ideji, ki so jo navrgli, bolj se mi zdi v tej neki odsotnosti boljših idej, kako pač poskusiti načeti kredibilnost Zorana Stevanovića, ki pač ima ta svoj slogan Moč ljudem. Torej, ko govorimo o referendumih, se to sliši kar zabavno. In v tem kontekstu mislim, da je pa ta referendum z tako veliko vidikov bizaren, da pravzaprav ga ni treba veliko komentirati. Ja, hmalu bova pokazala klip avtorja spletne peticije, vsaj sam zatrjuje, da je to on in nihče drug za njim Miha Brejc, ki je osiveli, odcveteli lik sicer slovenske desnice, zaradi česar je stvar še posebej priročna za trenutno opozicijo. Ja, res pa je, da v zadnjih letih ni več prav zelo blizu slovenski desnici, oziroma vsaj ne svoji nekdanji stranki SDS. Res je. Jaz bom tukaj še preden pokaževa klip izpostavil, da obstajata po mojem 2 vidika. Eno je, kakšne medijske dimenzije je dobila ta spletna peticija. Jaz se ne spomnim, da bi nazadnje že v večernih informativnih oddajah zaradi neke spletne peticije nekdo vprašal funkcionarja, ali boste zaradi teh podpisov odstopili. To se zdaj dogaja prvič, gotovo. V preteklosti niti izgubljeni referendumi nikoli niso bili, pa je to res tisto ljudsko glasovanje z najvišjo kredibilnostjo, nikoli niso bili razlog za takšne odstope. Da ne omenim tega, da pri spletnih peticijah, vsaj na način, kot je bila ta speljana, nikakor ni bilo mogoče ugotoviti, kakšno je dejansko število fizičnih oseb, ki so to podpisale. Tudi mi smo na zanima.me objavili, da so bili vmes Jamesi Bondi, Jezusi Kristusi, Vladimiri Putini in tako dalje. Pričemer je s to peticijo, bi lahko rekla, šlo narobe vse, kar lahko narobe gre. Torej, niso izbrali nekega, bom rekel, klasičnega orodja za izvajanje peticij, kakršnih tudi nekaj pač v javnosti obstaja in so recimo temu nekoliko bolj transparentne. Odločili so se za Google obrazce,
Že tukaj mi je ta zanimiva logika, torej dedicatana, namenska spletna stran s predpripravljenimi članki, torej kar domena Stevo Go Home, tudi to nekako vzbuja dvom, ali je to res 80-letni Brejc Ja, novembra bo, sem šel pogledat, novembra bo Miha Brejc star 80 let. In potem na to spletno stran umestijo Google obrazec, ki izgleda, kot bi ga postavil nek osnovnošolec, ker ni bilo niti omejitve, torej zahteve prijave v Google račun, niti omejitve oddajanja odgovorov, tako da je lahko kdorkoli pravzaprav oddal kakršenkoli in kolikorkoli odgovorov, tako da tako neresne peticije pravzaprav že dolgo nismo videli. Drugi vidik, ker sem prej omenil dva, je pa po mojem ironija v bistvu, da je razlogov, zaradi katerih bi morda lahko ljudstvo pozvalo Stevanoviča k razmisleku, da odide dejansko kar nekaj, ampak gotovo med njimi ne Brejčeva peticija. Tako da mogoče zdaj ta klip pa greva potem v materijo. Poglejva ta klip, ja. Lahko to peticijo podpiše en posameznik 1000-krat, da se lahko podpisuje z ponarejenimi maili, z istim mailom celo mnogokrat in potem smo videli tudi, da to peticijo podpisujejo razni Jezusi Kristusi, James Bondi, Chuck Norrisi. Ste se preden ste to peticijo objavili na spletu, ste se slišali s kom iz aktualne politike? Ne. Z nikomer? Ne, ker nimam stikov. Jaz sem upokojenec, živim izven vseh teh strankarskih zgodb, že dolg časa. In enostavno zdaj so se šele začeli pojavljati. Ko sem šel sem, sem videl, da je nek poslanc, mislim, da od Svobode ali kdo, tako sem videl na uri, da mi je poslal nek message. V bistvu so ti ljudje izkoristili samo njegovo visoko starost in pa nepoznavanje računalniškega sveta in sami uprizorili pač en tak napad na mene. Ja, zdaj tako, o domeni sva že rekla, Stevo Go Home nekako ni v stilu starajoče se populacije, pa čeprav je to nekdo, ki zase pravi, da zelo dobro obvlada in redno uporablja digitalna orodja. Drugo, kar pa bi jaz pogledal, pa je, kdo je to Brejčevo zgodbo potem politično eksploatiral oziroma izkoristil. Tako je šel pred kamere v tem kontekstu Borut Sajovic, kot nekdo precej pri vrhu blizu Robertu Golobu v Svobodi. Kar nekaj izjav je na ta konto dala ta teden Asta Vrečko iz Levice in tudi, če sem iskren, da se vrnem nazaj na domeno Stevo Go Home, mi to najbolj nekako diši na tisti aktivistični del Levice, Luke Mesca, sami so šli že pred meseci takoj po imenovanju v precej močno kampanjo proti Zoranu Stevanoviču. Tudi tista zgodba z neplačanimi delavci Miča je nekako prišla v javnost preko njihovih kanalov. Tako. Pa še nekaj zanimivo, ko so se pojavili prvi čisto argumentirani očitki glede sledljivosti spletne peticije Mihe Brejca, je peticija čez noč ugasnila. Brejc je pozval opozicijo k fizičnemu zbiranju podpisov in glejno zlomka, tudi to so zelo hitro v politiki posvojili in napovedali posvetovalni referendum. Ko smo že pri peticiji, je zanimivo še to, da pravzaprav, ko je Brejc razlagal, češ, da duplikate in očitno sumljive vnose sproti čistijo, se je potem odprlo vprašanje, pravzaprav, kako to počnejo, glede na to, da Google obrazci tega ne omogočajo. Celo povedali so potem, ko so umaknili, češ, da se je usulo serija vnosov iz Indije in Izraela. Tukaj je spet pač zanimivo prinešen noter Izrael, pri čemer Google obrazci ne omogočajo tega beleženja. Če bi pa oni res to beležili, torej recimo prek drugih orodij, kar bi tehnično bilo mogoče, pa bi po evropskih pravilih morali o tem uporabnika oziroma obiskovalca spletne strani obvestiti s tistim obvestilom znanim o piškotkih in namenu, za katere se zbirajo osebni podatki. Zato je zadeva celo že raziskovala tudi informacijska pooblaščenka, kar je pač dodalo, bom rekel, še dodatno plast bizarnosti tej celotni zgodbi. In zdaj, če je že peticija nekredibilna, govoril sem o realnih podlagah, zaradi katerih bi kdo Stevanoviča lahko pozival k odstopu. Meni je blokada preiskovalne komisije Black Cube problem, pa naj si mislimo o tej aferi kakorkoli, simpatiziramo z eno ali drugo stranko. Zahtevalo je 30 poslancev opozicije, v duhu ustave je, da se potem takem
preiskovalka zgodi. Najmanj, če že ustavo damo na stran, ne, pa je to slaba poteza, zato ker sledi duhu, ki ga je v prejšnjem mandatu vzpostavila Urška Klakočar Zupančič, ki na podoben način ni dovolila, da se brska po Golobovi preteklosti, geniji v poslih in tako naprej. Ne. Mislim pa si tudi, to je pa še tisti najbolj ljudski, spontani refleks, da v bistvu z blokiranjem preiskovanja ustvarjaš kontraefekt. Ljudje se bojo slej ali prej, verjetno so se že, vprašali, česa se tako zelo bojijo SDS, Janez Janša, morda še kdo v koaliciji, da pač blokirajo preiskovanje. Ne? Ja, pri čemer bom jaz dodal, ne, da sta vsebini obeh preiskovalnih komisij na nek način smešni oziroma na nek način bizarni. Prva, torej govorimo o dveh preiskovalnih komisijah, ki jih je zahtevala opozicija. Potem je Zoran Stevanovič dvakrat razpisal sejo, na kateri bi se parlament seznanil o ustanovitvi teh dveh preiskovalnih komisij, vendar do tega ni prišlo, ker poslanci oziroma koalicijska večina ni potrdila dnevnega reda in se je zato seja predčasno zaključila. Ne, pri čemer, torej gre za eno komisijo, kjer naj bi raziskovali izvor afere Black Cube, torej kdo naj bi naročil in kdo dajal podatke izraelskim obveščevalcem v aferi Black Cube, in druga o financiranju strank SDS in NSI. Ne, pri čemer mi je smešno, da se lotevamo preiskovanja strank SDS in NSI, ne pa tudi recimo Gibanja Svoboda, SD, Levice in Resnice in Demokratov. Ne, torej, če bi vsaj vseh 7 parlamentarnih strank pregledovali, ne, še posebej ob dejstvu, da je Gibanje Svoboda na zadnjih volitvah več kot očitno imelo sumljive načine financiranja. Kot prvo govorimo o tisti spletni strani oziroma projektu Svoboda naprej, ki je na nek način zaobšlo omejitve recimo Facebooka in Instagrama glede političnih oglasov, ne, kjer so prikrito pravzaprav politično propagando predstavljali kot nekaj drugega, ne, tudi sumi obvodnega financiranja tako ali drugače. Da se to plačevalo iz Darsa, iz Genija in še odkot. Tako da, če že govorimo, jaz sem absolutno za, da se preišče, ampak dajmo pol preiskati vse, ne zdaj samo SDS-a in NSI-ja. Ne, kar se tiče pa Black Cube, bi bilo pa tudi dobro, da se pač tudi razišče vse, ne samo izvor, ne, torej tudi kaj so pač ti povedali, ne, ampak kakorkoli. Ne? Zdaj, če se pogovarjamo o preiskovalnih komisijah, je treba to povedati. Ne? Je pa res, da ko pač poslanci zahtevajo preiskovalno komisijo, bi jo bilo treba razpisati, pa je zaenkrat še nimamo, pri čemer me še dodatno čudi, ne, da smo pravzaprav praktično v referendumski kampanji glede zakona o preiskovalnih komisijah, ne, ki vsebuje še varovalke, s katerimi bi lahko koalicija še dodatno blokirala te preiskovalne komisije, pa jih zaenkrat še ni uporabila. Ne? Tako da se pravzaprav čudim, kako da niso uporabili varovalk, ki jih je Urška Klakočar Zupančič vnesla, zato da bi preprečila izvajanje preiskovalnih komisij, ne, na teh komisijah, da bi pokazali pravzaprav, zakaj je njihova sprememba zakona potrebna, ampak tega zaenkrat še nismo videli. Ne. Naslednja stvar, recimo, ki jo vidimo okoli Stevanoviča kot problematično, seveda stvar okusa ali zdaj za to zahteva kdo glavo in odstop, je ta ideja o poti v Moskvo. Dejstvo je, da gre za predsednika Državnega zbora. Če se Nataši Pirc Musar kaj zgodi, je to človek, ki začasno prevzame vodenje države. Težko je iti na pozicijo, mislim, da Franca Breznika iz SDS-a, ki je rekel, to je lahko samo strankarska oziroma privatna pot, zato ker nima ne mandata koalicije, niti državnega zbora, niti pristojnega odbora. Ne. To je v bistvu pilatovsko umivanje rok največje koalicijske stranke. Na drugi strani celo sam Stevanovič pravi, da je predsednik državnega zbora 24/7 in da tega ne ločuje, ne, na privatne in na uradne protokolarne poti. Tako da to se mi zdi resen problem. In zadnje, ker sem že omenil, pač tudi ena velika zgodba tega začetka poletja bolj, ne, torej primer Mijić. Razumem, kot sem že večkrat rekel, stranko, da želi to reševati oktobra, ko bo ohranila 5. mandat, pa vendarle, na koncu je šla zgodba v smeri norčevanja iz slovenske javnosti in konec koncev delavcev, ki so ostali brez denarja, ne, ker je bilo podjetje prenešeno na Snežiča, ne, ki je bil prepričan celo, da mu bo uspela vrhunska šala, ker mu lahko Luka Mesec zarubi to podjetje zaradi sodnega spora, ki ga imata že nekaj časa. Ne. Ja, pri čemer, če se vrnem nazaj k Rusiji, ne, Zoran Stevanovič mislim, da lahko se samo zahvali Rusom, da mu še niso poslali vabila, ne, ker zaenkrat
Zdaj, lahko Zoran Stevanović nekako še igra to igro, češ, lejte, jaz sem držim svoje predvolilne obljube, šel bom v Moskvo, ko mi dajo vabilo in pač na vso srečo mu Moskva še ni dala vabila, lahko rečemo, ker komu ga enkrat bo, čemu ga enkrat bo, komu ga enkrat bo, se bo znašel v hudi zagati, tako on, ne nazadnje, pa tudi recimo koalicija. Pravzaprav ga PR-ovsko še najlažje reši, če bi šla v paketu z Natašo Pirc-Musar v Rusijo, potem bi bil večji problem za Natašo kot za Zorana v bistvu. To gotovo, ampak problem bo tudi za koalicijo, kako pojasniti, ker vendarle je treba to povedati, kot si že rekel, predsednik državnega zbora je predsednik državnega zbora ves čas in ta obisk ne bo recimo vplival na potek vojne v Ukrajini, vsaj ne v nekem smislu razpleta končanja vojne, ampak bo to pravzaprav nek figov list, ki bo Ruski federaciji omogočil, da se pokaže kot tista, ki ni mednarodno izolirana, in češ država, ki je v NATO, ki je v Evropski uniji, torej zdaj hodi na obiske v Moskvo, kar je pač zelo napačen signal glede na mednarodne okoliščine, v katerih Rusija ta trenutek je. In glede vseh teh Stevanovićevih zgodb, slišim, poletje je bilo med drugim tudi čas druženja, počitka, vsi smo se z marsikom pogovarjali tudi o aktualnem stanju v državi. Meni je marsikdo od tistih, ki so pozdravili menjavo oblasti v državi, izrazil precejšnje razočaranje na tem sprenevedavim, nenačelnim paktom Janša Stevanović. Torej, tudi del tistih, ki so simpatizerji SDS-a, težko prenese, da mora po 5 glasov k resnici in k Zoranu Stevanoviću. Po drugi strani je pa treba tudi priznati, da je pa Zoran Stevanović komunikacijsko izjemno spreten. Ko se pojavi na televiziji, pač uspe nekako tako ali drugače nerodna ali pa manj nerodna vprašanja novinarjev obrniti v svoj prid. In menda tudi zelo veliko simpatij požanje pri ženski populaciji. To pa najbrž iz očitnih razlogov. Naslednja stvar, ki se v bistvu posredno dotika te teme s Stevanovićem, ki smo vam jo dolžni po 5-tedenskem premoru, je neka najina ocena, kam plove barka. Torej, junija je res šele tik pred dopusti se oblikovala nova vladna koalicija, prisegla vlada v parlamentu, pa vendarle prvi vtisi in sezona referendumov, ki sledi z oktobrom, novembrom, recimo. Meni se zdi, spet bi to na 2 vtisa strnil kot pri prejšnji temi, zelo spretno in robustno so odigrali partijo šaha po samih volitvah, odločno zagrabili oblast, sprejeli še pred uradnim oblikovanjem vlade cel kup nekih, se je zdelo takrat, strateških zakonov. Morda, zdaj, ko gledam z distance, celo sami sebe malenkost presenetili, kako gladko jim je uspel prevzem oblasti. No, takrat bi pa jaz rekel tako v poletnem stilu čri, Nič pametnega zadnja 2 meseca, Ja, zdaj čiri, ker, mislim, zdaj, treba je priznati, da je kadrovska težava večja, kot so pripravljeni priznati. Torej, na marsikatero funkcijo bi želeli koga imenovati, pa ne dobijo ustreznih kadrov. Vsaj ne kadrov, ki bi recimo izpolnjevali neke potrebne reference za določena mesta. Tako da tukaj drži, da na nek način se zdi morda, da je tudi ta ravno netrdna koalicija, torej dejstvo, da so odvisni od Zorana Stevanovića in njegovih 5 glasov resnice, morda koga odvrne od tega, da bi se podal na izziv funkcije v vladi, ker ni čisto jasno, kako dolgega daha ta funkcija bo. To je ena stvar. Druga stvar, po izrazitem kadrovskem cunamiju Svobode, Levice in SD-ja v prejšnjem mandatu, torej govorimo, mislim, da o 1500 novih zaposlitvah samo v ožji administraciji, celo govorimo o zaposlitvah za nedoločen čas v kabinetih ministrstev, kar ni bila nikoli do zdaj praksa. Torej, kadrovanje pravzaprav je tekom poletja na več načinov oviralo delovanje vlade. Bom rekel, to je lahko neka ta so to neke objektivne ovire, s katerimi so se morali soočiti. Je pa res, da bi pričakovali morda, če so resno mislili to, kar so zastavili, torej, da bi pripravljen rebalans proračuna predvideval ukrepe interventnega zakona. Tako, hvala. To je prva stvar, ki recimo kaže, da pravzaprav morda niso mislili tako resno, oziroma da so z veseljem pograbili uslugo, ki so jim jo na nek način sindikati
spravili z zbiranjem podpisov in potem ustavno sodišče še z dovoljenjem, da referendum lahko je, čeprav gre v davčnem zakonu, kar je spet svojevrstna ironija, ne? Tako da tukaj pogrešamo recimo nek zakon o skoku. To ne bi bilo, takrat se je govorilo, da je to pogoj za vstop v koalicijo, ne? Torej potem je Anže Logar napovedoval zdaj, ne? Ta zdaj je že nekaj mesecev mimo in se sprašujemo, koliko mesecev bo še preteklo, preden bomo lahko res videli kakšen resen zakon o skoku in pregon korupcije, ne? Potem so bile pa še, bom rekel, neke te manjše napakice ob popolni odsotnosti nekih resnejših, recimo, reformnih ukrepov. Meni je zadnje dni en znan slovenski menedžer, ko sva govorila ravno o tem, kakšen je nek prvi vtis po nekaj mesecih nove oblasti, rekel, da ko v poslu prevzemaš neko novo podjetje ali pa neko novo produktno linijo delaš, ne, tisto poletje pač ni dopustov. Sploh pa ne 2 ali 3 mesece. Očitno, ko gre za politiko in za državo, veljajo druge zakonitosti, sej tega smo tudi iz Golobove ere, teh dolgih dopustov in medijskih mrkov vajeni. Pa vendarle, če se spomniš, ko sva pripeljala s prejšnjo sezono koncu, tam iz junija na julij, se je napovedovalo po hodnikih neko poletno obdobje revizij prejšnjega stanja, tudi tega jaz prav veliko čez poletje nisem videli smo slišal. samo one finančne luknje, ki naj bi jih za vsakim ministrstvom pač čistili. Sploh pa so nekako izgubili rdečo nit pri uveljavitvi stvari, ki so jih napovedali z interventnim zakonom in na koncu, ko si ravno omenil, ta v bistvu strošek interventnega zakona res niti ni trenutno vštet v proračun, ki se pripravlja za jesen in izpadlo je, ne, ravno tej skupini ljudi, ki so najbolj podprli novo vlado, se pravi poslovne razbremenitve, bolj predvidljivo okolje, Slovenija bo zadihala, gospodarska rast in tako naprej, kot da so šli v igro s figom v žepu. Se pravi nekaj marketinga, nekaj lepih zloščenih obljub in potem seveda vsega kriva zlobna opozicija s 3-4 referendumi. V ozadju pa nas potihem veseli, ker denar v proračunu pa zna biti, da bo ostal, ne? Ja, tisti, ki bi ga sicer morali prihraniti, podjetniki in vsi recimo ostali z tipičen nižjimi primer, davki, še velikokrat izrečena napoved, da bo nikoli realizirana dolgotrajna oskrba, ne? Da bo prispevek ukinjen, da se to pač roko na srce z vladno uredbo čez noč, ne? Pa tudi tega ni bilo. Mimo vseh referendumov in vsega ostalega. Ne? Ja, tudi recimo Janša je napovedoval davčno razbremenitev dohodnine, ne? Torej dvig splošne olajšave, ki ni recimo del interventnega zakona, tudi tega ta trenutek nimamo. Če iščem pozitivo, recimo sem si pa tule označil, niso odprli novih ideoloških tem, tu imam pa kontravtis. Čez poletje je skušala sicer dokaj neuspešno v bistvu ideološki spopad iskati opozicija, tudi zdaj nedavno je bil 15. avgusta praznik, ne, verski in so poslanke, kdo drug kot Sukič in Grgurevič iskale ideološki spopad na polju eutanazije, v govoru nadškofa iskale splava, predvsem glede splava iskale pač neko novo politično vojno. Pa, ne samo to, ne, slišali smo celo ideje, da bi Lena Grgurevič in Nataša Sukič interpretirali krščansko moralo in krščanski nauk, češ da nadškof Zore tega ni ustrezno pridigal na 15. avgust. Tukaj pa res se strinjam, zdaj morda nek zametek te kulturne vojne se je bil recimo prek tega zavoda za sodobni ples, ne, ki ga postopoma nekako ukinja kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc, ne, pa še prek določenih finančnih vzgibov, predvsem prek kulturnega ministrstva. Kulturno ministrstvo pa Urad za narodnosti, ki ga bivši poslanec SMC, Gregor Perič vodi po novem, govoriva o, morda sva imela to malo kasneje na meniju, pa dajva zdaj, ne, pač finančno stanje RTV-ja na hitro. Prej si sam omenil in mislim, da je pri RTV zgodbi, ki jo bomo še spremljali do pozne jeseni z referendumi, najbolj očitno, kako je problem kadrov. Ne? V prejšnjih mandatih Janša ni skrival ambicij, da bi nekaj večjega obrnil na nacionalni televiziji, potem se je izkazalo, da nima pravih ljudi, dosegli so kontraefekt, pogrom, to odbojnost, ki jo SDS vedno ima in jo včasih prižene do skrajnosti, ne? Tokrat je taktika, zdi se, malo drugačna. Vemo, da nimamo ljudi, ne bomo šli v hitre menjave, ne v nadzornem svetu, ne v upravi RTV-ja, bomo pa skušali zadeve sesuti preko finančnih vzvodov. In to je ta igra, ki jo po mojem pravzaprav zdaj spremljamo samo prvo etapo. Ne?
Ja, in bo precej zanimiva, sploh kar se tiče RTV-ja, ker tukaj se nekako, bom rekel, ta kulturna vojna bije naprej, nacionalna televizija, ki naj bi bila nek ideal objektivnosti, to še zdaleč ni, kot redno, bom rekel, razkrivamo na portalu zanima.me, čeprav niti to nam ni glavni fokus, ampak pride do tako očitnih anomalij, da pač jih nekako ne moremo spregledati. Ko pa se tiče, recimo, bom rekel, teh ukrepov, se mi zdi, da nekako smo se navadili Slovenci, da ko pride novi levi obraz, pač se eno leto potem si tam nekako učijo in se spoznavajo s svojimi funkcijami in bi nekako pričakovali od nekoliko bolj izkušenih kadrov, kot je Janez Janša, kot so tudi nekateri ministri, ki so že v preteklosti pač te funkcije zasedali in bi upali, da bodo etablirane stranke na funkcije pripeljale tudi kadre, ki so se politično socializirali tako, kot se nekako pričakuje, torej od podmladka. Ko prevzameš oblast, krajši v resnici. Tako, in da bi recimo, glede na to, koliko časa so preživeli v opoziciji, lahko tudi v opoziciji že spisali kakšne osnutke zakonov, ki bi jih potem lahko zelo efektivno, ker ključno bo, enostavno tudi pa mimo tega ne moramo, za to vlado bo prvo leto ključno, ker vse bistvene reforme, ki jih želijo speljati, jih morajo speljati v prvem letu do prvem letu in pol, ker kasneje praktično ne bo političnega kapitala za kaj takega. RTV, ko si ti omenil prvo leto, ne morava mimo tega jesenskega vala referendumov. Prvi na meniju je bil zelo očiten ta referendum o interventnem zakonu, se pravi, vsi ti bistveni ukrepi, ki jih je napovedala desnica, še preden je prevzela oblast, so tam, ali pa vsaj en del njih, zelo pomemben, in zdi se mi, da če bojo to bitko izgubili, da bo pravzaprav res po letu in pol naslednje poletje recimo obveljal vtis, da ničesar od tega, s čemer so prišli na oblast, niso uspeli realizirati. Opoziciji je pač treba priznati, da ta vzvod referenduma ima, tako kot ga je imela tudi desnica v preteklih mandatih in tako naprej. In se pravi, mislim, da je nevarna, ukolikor nastane ta praznina do recimo naslednjega poletja. Bo pa ključno zdaj, da vlada ne vzame tega referenduma z levo roko, ker mislim, da če ga resno vzame, ga lahko tudi zmaga. Zakaj? No, deloma kaže, da so cel kup svojih tem zdaj dali še zraven, kot referendumska vprašanja, s čimer kažejo, da si želijo svoje volilne baze množično na teh glasovanjih. Tukaj govorijo, mislim, da predvsem o drugem zakonu, ker ta za interventni zakon datuma sploh še nimamo razpisanega. In ko govorimo o interventnem zakonu, pravzaprav imajo tukaj serijo ljudi, ki niso nujno desni, pa jih ta zakon razbremenjuje. Vsi lastniki stanovanj, ki jih oddajajo v najem, vsi SP-ji, vsi upokojenci, velik del DO-jev in tako dalje. Tako tukaj je serija nekih ljudi, ki so recimo daleč od tega, da bi bili desni ali pa nujno fani Janeza Janše, desne vlade in tako dalje, ki bodo iz lastnih vzgibov, torej iz lastnih interesov, da ne rečem, na tem referendumu za. Nosijo denarnico v desnem žepu, po domače. In ravno zaradi njih pravzaprav je velika možnost, da ta referendum ne uspe, oziroma da je zakon sprejet. Vendar pa se bo mogla vlada potruditi, da ne vzame tega z levo roko, češ, sej to smo pa itak dobili, ker je spinov v javnosti ogromno, kar se pa vidi pri drugem referendumu, ki si ga omenil, torej ta tako imenovana politična policija oziroma govorimo v resnici o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki je najbolj brezvezen zakon, o katerem bi lahko imeli referendum. Torej, vrača se stanje pred Urško Klakočar Zupančič, ki je zakon spremenila tako, da se ne bi moglo preiskovati Roberta Goloba, po domače rečeno. In v tej poplavi referendumov pravzaprav je zdaj opozicija taktično, mislim, da zelo dobro, dala še 3 referendume. Bom rekel 2 taktično dobro, enega malo manj. Torej o RTV Slovenija, o socialni podpori za lenuhe, po domače rečeno, in o volilni pravici za tujce, pri čemer je pa tukaj treba poudariti, da so pa to nekoliko nesprejetno naredili za moje pojme, ker ne greš dajati posvetovalnega referenduma, potem, ko si že sprejel zakon. Mislim, da je bolj želja dejansko udeležba te volilne baze, ki stoji za njimi. Zdaj še ena stvar, ko govoriva o teh točkah, ki so iritirale recimo med poletjem in so bile roko na srce zelo nepotrebne,
je recimo ena zgodba najem službenega vozila za notranjega ministra Matoza. Bova pogledala klip z meni tako preveč ležernim pojasnilom notranjega ministra. Nek vzorec je že viden, ki mi je iskreno rečeno grozljiv. Torej, če se spomnimo preiskave pri Alešu Hojsu, je bilo ugotovljeno vsaj to, ne, da je imel v nekem obdobju doma, ko je bil na funkciji ministra, najemnika, ki je bil posredno povezan z enim od članov kavaškega klana. Ne. Potem imamo zdaj tu že drugega Janševega notranjega ministra Matoza, ki je najel službeno protokolarno vozilo pri podjetju, ki ga vodi soosumljeni v zadevi kavaški klan. In je neke vrste front za kavaški klan. Ja. In zdaj, glej, ko govorimo o najetih vozilih, ni tako zelo plod domišljije, če rečeš, da ima tako vozilo nek GPS tracker. Ne? Mislim, da večina rentakar podjetij to uporablja, če ne, naj me kdo javno popravi. Z malo več domišljije pa lahko rečeš, ali pa se vsaj vprašaš, koliko mikrofonov je bilo nameščenih v tem avtomobilu. Ne? Ja, poglejva najprej izjavo ministra, pa potem nadaljujeva. Seveda v službi posameznih oseb niso preverjali, razpis je bil zakonit, vendar glede na to, ko se je v petek ta novica pojavila, za katero nisem vedel, sem se odločil in sem danes že prekinil pogodbo o najemu tega vozila, pa od sobote ne uporabljamo več in je vrnjeno. Sicer se oseb ne preverja, ampak v bodoče bomo v tem pogledu bolj pazljivi in se to ne bo ponovilo. Ja, jaz upam, da niso samo vrnili avta, ampak da so v soboto, preden so ga vrnili, tudi naredili en orang check, če so kakšni mikrofoni noter, nazadnje. Ne bi bil presenečen, če bi v avto notranjega ministra, ne samo GPS tracker je mogoče normalno za rentakar, ampak da bi kakšen mikrofon, da bi ujeli tudi kakšen pogovor notranjega ministra, to vendarle ne bi bilo kar tako. In se mi zdi, da nekoliko preveč zlahka jemlje Franci Matos to zgodbo, češ, da se vozi okoli za v narekovajih rečeno mafijskim avtom. Glej, prvič Franci Matos je sam bil v začetku kariere policist. Potem je iz policijskih vrst šel do enega najbolj priznanih slovenskih odvetnikov. Tudi odvetniki veljajo za ljudi, ki so varnostno zelo vešči, ki vejo v življenju načeloma, kje se gibljajo, s kom govorijo, kako na glas to počnejo in podobno, tako da se mi zdi prenaivno, to pojasnilo, da niso preverili fizičnih oseb. Tudi jaz se pridružujem tvojemu upanju, da so vsaj post festum, preden je bilo vrnjeno, zelo natančno pregledali to vozilo in da bojo morda, ukolikor je bilo kaj narobe, sprožili ustrezne postopke. Sicer bom pa rekel še enkrat, kavaški klan je, glede na vse, kar zdaj vemo, glede Matoza, Hojsa in tožilke Gončin, če se boš spomnil, že dokazano pokazal ambicijo, da nadzoruje gibanje in početje visokih predstavnikov slovenskega pravosodja. Tako da dajmo naslednjič, prosim, bolj previdno, če že zdaj ni šlo. In ko smo že pri previdnostih, recimo nekoliko previdneje bi lahko komuniciral tudi Janez Cigler Kralj, čeprav pri njem ne gre za tovrstne očitke, torej glede avtomobila, ki bi verjetno v katerem koli času, razen v poletju, šel mimo radarja javnosti, in ironično je bil največji očitek, češ, da so mu pač kupili služben 7-sedežni avto, ker ima pač minister 4 otroke in pač da se lahko cela družina v zasebnem času, ko sicer tudi minister lahko uporablja službeno vozilo, pač pelje v enem avtu. Glej, jasno je vsem, najbolj pa ravno akterjem neposrednim, da ima ta koalicija za razliko od prejšnje manj naklonjeno, ali pa če želiš tudi NSI kot stranka manj naklonjeno medijsko okolje, kot so ga imele stranke Svoboda, Levica in podobno. Zato bi najmanj, kar bi jaz naredil, preden bi kupoval, mislim, da Volkswagna, bi tistega Tuarega, ki je sicer dražji in si ga je kupila prejšnja ministrica Mateja Čalušić. Bil že 5 let nazaj dražji. Tako, bi ga prodal in bi potem ob prvih novinarskih vprašanjih imel v rokah pojasnilo, da smo s prodajo prejšnjega avtomobila zaslužili toliko, za novega dali nekaj manj, bi bili krasni gospodarji v bistvu sredi poletja. Žal to ni bilo speljano tako. Pa da omenim, ko smo ravno pri teh disproporcijah v javni pozornosti, en primer ta teden je pač tista spletna peticija, ki je postala skoraj Watergate slovenski. Drugo pa je dejstvo, da je Mateja Čalušić v času ministrovanja ne samo kupila
Tuarega, se pravi najdražji SUV v ponudbi nemškega podjetja, ne, ampak tudi pod krinko turistične promocije Obale sebi in svojemu soprogu čoln na državne stroške. Pa smo to zvedeli šele, mislim, da ne v zadnjih dneh mandata, celo kasneje, v umestnem obdobju prenosa oblasti. Ja, pri čemer je ironija, ne, kako je čoln šel mimo, ne, medtem ko je pa problem, ne, za recimo stranko Levica konkretno, da pa minister vozi kako smo že brali, sedemsedežni luksus. Ja. Sedemsedežni luksus in Janez Cigler Kralj, zbiratelj družinskih avtomobilov. Ne, ali kako že. Mislim, to je pa že, bom rekel, medijsko mejilo na vse meje dobre, mislim, če preko vseh meja dobrega okusa, no, to pa moram reči. Še ena zgodba, ki bi jo pokomentirali, če bi bili čez poletje za mikrofonom, pa nismo bili. Tanja Fajon in njen poskus, da se zavihti na visoko mesto predstavnice Evropske komisije v Sahelu, torej v enem delu Afrike. Ne. Gre za ta podsaharski, torej pas, subpuščave, ne puščavski, ampak nekako med savano in puščavo. Ne. Občutljiv recimo zaradi migrantskih centrov, ne, ki bi bili lahko recimo locirani tam, kar zadeva vračanje migrantov v izvorne države. Govorimo o državah, recimo Senegal, Mali, Niger, Čad, Sudan, recimo, kjer je pravzaprav precej precej konfliktov, precej tudi izvora, lahko rečemo, migracij. Hkrati pa, bom rekel tako, no, zdaj, Slovenija neposredno ni udeležena v tem območju, tako da zdaj vprašanje interesa Slovenije, da imamo predstavnika na tem območju, je stvar debate. Jaz moram reči, da ne glede na to, kdo bi to bil, pustiva Tanjo Fajon ali kakšen drug obraz, ampak jaz moram reči, da sem nekaj dni kasneje po izbruhu te zgodbe s kislim obrazom sprejel novico, da se je na to mesto potem usedla neka Danka in bi v resnici imel tam skoraj katerega koli Slovenca raje kot Danca. Pač, zdaj, tako je, ne? Zdaj, bom rekel, bom šel najprej na pozitivno stran. Ne? Treba se, mislim, zdaj, ja, drži, morda je v Sloveniji bolj v interesu visoki funkcionar za Kosovo ali pa za Bosno in Hercegovino. To je nekako naše dvorišče, ne, ki nam je posebej v interesu, da imamo tam, ne samo, da mi skrbimo za to, ker potem so tudi naši poslovni interesi, ne, tudi mi najbolje poznamo to območje. Slovenec bistveno bolj pozna razmere v Bosni in Hercegovini ali pa na Kosovu, kot pa nek Nemec, Danc, Šved ali kdo drug. Ne? To je ena stvar. Zdaj, očitati, ker pač to mesto ni bilo na razpolago in bi dobili na mesto tega Sahel, da je to ni v našem interesu, je tudi nekoliko smešno. Ne nazadnje, Slovenija je pozicionirana kot država, ki ni nikoli imela kolonij, ki ni nikoli izvajala nekega kolonialnega nasilja nad recimo Afriko. Ne? In je v tem kontekstu pravzaprav slovenski predstavnik recimo bistveno bolj primeren kot pa kakšen predstavnik kakšne dejanske kolonialne sile, ker pač z bistveno manj te zgodovinske prtljage lahko reagira pač predstavlja interese Evropske unije po Sahelu. Ne? Zdaj, kar pa je sporno recimo tukaj, ne, je pa vprašanje pravzaprav, kako je Tanja Fajon pravzaprav gradila to kampanjo z nekimi sumljivimi donacijami prek zunanjega ministrstva tem državam. Ne? Tukaj in pa, bom rekel, dodatno še, ne, je tukaj Slovenija zapravila priložnost, ko bi lahko imela svojega predstavnika, ne, in da je to neka revanšizem desnice, s čemer se lahko strinjam. Je pa res, da je ta Tanja Fajon delovala v svoj mandat izrazito revanšistično, tako da tudi to drži. Lahko rekel, karma se je zgodila. Ne. Jaz med vladnimi sogovorniki, se pravi iz desnice v resnici, ne, sem slišal to poletje kritike na račun Janeza Janše osebno. Spraševal sem jih, vedno to naredim za vsakega novega premierja, ki pride na oblast. Tiste, ki so mu blizu, vprašam, kakšno je kaj mentalno stanje na dvoru, ne? Ali je to Robert Golob ali Janez Janša, in so mi za Janšo recimo rekli, da je glede na prve 3 mandate precej spremenjena osebnost oziroma bistveno mirneje stopil v mandat. Tule pa so rekli, malo se nam je vrnil tisti stari, ne? Premier, in tudi konkretno sem slišal za načrt, ki bi po mojem pil vodo, torej s Tanjo Fajon se nekje v kleti na 4 oči dogovoriš, da je ne boš oviral pri tem imenovanju, daš ji za tako imenovani flajšter, ne, zraven 2 operativca, ki prihajata recimo iz bližine SDS-a oziroma trenutne koalicije,
Ta dva v resnici operativno peljeta misijo v Afriki, Tanja Fajon dobiva tisto ugledno plačo in hodi po rdeči preprogi. In kot bivša ministrica ne ureja programa na Radio Ars. In še zadnje, morda celo najpomembneje, s tem zapreš kakšno fronto stranko SD, vzpostaviš neko linijo do Matjaža Hana in sem in tja na glasovanjih, ko se to ne pričakuje, slečeš hlače Robertu Golobu, ki ostane recimo brez glasov, brez opozicijskih glasov SD-ja. Obratno pa se vprašam, samo še to moram načeti, ne? Kaj za vraga je treba Matjažu Hanu podpirati s podpisi poslanske skupine, ustavno presojo sprememb zakona o gospodarskih družbah, ZGD, tistih sprememb, ki bi državi dovolile, da uveljavi polno lastništvo v GEN-I-ju. V bistvu nam Matjaž Han in stranka SD, ki so sicer varuhi državnega premoženja, sporočajo, da je v redu, če državno podjetje ostane privatni peskovnik enega politika. Ja, če je to Robert Golob. Če je to Robert Golob, potem je v redu. In zanimivo, da pa teh istih podpisov, ki jih je SD dala, jih pa Luka Mesec pa Levica niso dali. Pričemer, če zaključiva mogoče ta sklop, ko so že pri prvih 3 mesecih vlade, opozicije praktično nismo videli. Ja, res je. Robert Golob je bil na dopustu, Levica je tu in tam... Jaz sem to vrečko parkrat na kulturnih dogodkih v središču Ljubljane opazil. Ja, tu in tam so kakšno bombico vrgli, pa nič kaj posebej, bom rekel, učinkovitega. Malo so se spravili, lahko rečemo, na poslanca Mijića, več kot to pa niti ne zares. In kar me še preseneča, po eni strani zdaj Robert Golob napoveduje v septembru vlado v senci. Za katero je že zdaj jasno, da bo kvečemu pač neka strankarska ekspozitura Svobode brez ostalih. Ja, in SD in Levica se temu ne bosta pridružili, še posebej SD je dal nekak, ves čas se mi zdi, da ima SD to težavo, oni bi pa ne bi. Oni bi šli stran od Goloba, ampak ne bi čisto zares, bi furali neko samostojno linijo, ampak ne bi pa čist, bodo pa priskakljali nazaj k Robertu Golobu, ko bo rekel hop, še posebej, ko gre za njegove res osebne interese. Tukaj se mi zdi pa recimo neka drža stranke SD nekoliko nejasna, se mi zdi, da bi lahko, oziroma, da če želijo dolgoročno prosperirati, bodo morali pač najti neko resno linijo, ki bo pač samostojna, ne zdaj janšistična, kakor bi kdo rekel, ampak neka jasna linija, za katero stvar se zavzemajo in potem tam sodelovati z vlado in opozicijo, pač glede na to, kako se bo njihovim interesom poklopila. Ta trenutek se zdi, da jim to še precej manjka. To je to, Peter. Pika na koncu stavka prve podopustniške epizode in mislim, da če sva v tej epizodi še malo povzemala tudi poletje širše, naslednji teden, po mojem, bova imela s sprotnimi dogodki več kot dovolj dela. Že zdaj bi lahko tudi, ampak so rekla, ko smo prvič po poletju nekatere stvari ne morejo ostati neizrečene. Kot sva rekla v napovedniku, nekatere zgodbe je pač treba pokomentirati. Ja, kar pomeni vedeti več, ne smejati se manj. Tudi danes smo se nekaj. Tudi tega ostaja. Pred nami pa je pravzaprav pestra politična jesen. Od referendumov do lokalnih volitev, marsikje bo na lokalnem nivoju napeto, tako da vstopamo v zanimivo sezono. Do Božiča nobenega kakšnega resnega dopusta ne pričakujemo. Tako je. Evo, hvala za prvi ogled, hvala, ker nas spremljate, podpirate. Veseli bomo seveda kot vedno vaših vtisov, komentarjev, predlogov in nasvetov pod epizodo na YouTubeu. Ja, in seveda ne zamudite jutrišnje posebne epizode Safari Special na portalu zanima.me, kjer se z Igorjem Omerzo poglobimo še nekoliko globje v ruski vohunski thriller okoli Viktorije Krivolutske in Nataše Pirc-Musar. In pa seveda znova se vidimo prihodnji teden v redni epizodi tedenskega Safarija. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.